Živja, s tabo sem Monika in danes snimamo novo epizodo podcasta Seks v pisarni in pogovarjali se bomo o tem, kako si v bistvu ne tlačati kar nekih random stvari noter. Nekateri mi je všeč in če že morate to početi, če je to pač nekaj, kar vas vzburja, vse ok, samo dajte početi to na en varen način, tako da ne pride do kakšnih neprijetnih situacij. Tako da, ja, ne bomo govorili o igračkah, bomo govorili res o tistih najbolj random predmetih, kar se jih lahko spomnite. Če ima kdo kakšno izkušnjo s tem, spet vsi ste lepo vabljeni, da delite svoje izkušnje anonimno, lahko na naš mail info@svetozidka.com, lahko komentar, lahko DM se na naših socialnih omrežjih, samo dajte pripisati za podcast in to je to, bo prišlo vse do mene. Tako da ja. Ali pa itak, če imate kakšno idejo za epizodo, kaj bi vas zanimalo, da malo skupaj raziščemo, pa o tem podebatiramo. Škej? Aha, za support, thumbs up, kakšen komentarček postiti, bom vedno ful vesela. Tako da, ja. Se pravi, rekli smo ustavljanje najbolj random predmetom v vagino ali pa anus. Se pravi, ne igračke. To sem že rekla, ne? Danes sem malo utrujena, se mi zdi zmerno jamram, da sem malo utrujena, ampak tako, ful se nekih stvari dogaja in ja, zdaj imamo tle tudi Black Friday akcijo, tako da če še nisi, da izkorist, velja do konca tedna, mislim, da podcast gre ven v četrtek, tako da ja, imaš še pol 3 dni časa, še 3 dni časa, da izkoristiš, ne zamuditi, letos imamo res dobre popuste, pa mislim, da tako ful veliki izbere, tako da ja, počekajte to. Zakaj prihaja do tega, da pač vsi ljudje imamo neke želje, da bi si tlačali neke random stvari pač v naše odprtine? A je to nevednost, a je to želja po eksperimentiranju, ali so to kakšni fetiši, ali kinki, pač razlogi dejansko so ful različni. Pogledali bomo nekaj zanimivih primerov, ker kot vedno imam par prevedenih resničnih zgodb, tako da v tem boste zihar uživali. In pa, ja, gremo kar naprej. Tako, zdaj, kar se tiče samega eksperimentiranja, lahko gre tudi za nek kink, ki se malo igramo z materiali, teksturami, občutki in tako. Seveda je treba zmer paziti, da so te stvari varne. Bomo malo o tem tudi govorili. Znam biti to kink, zato ker je nekaj drugačnega, ker je mogoče prepovedan, ne tako, tega pa ne smeš, da ti en to govori, ampak tako veš, da to ne paše tja in ti je tako malo to, opa, a ne, malo ti je hudo. Tako da, ja, če so te stvari malo bolj orang, da pač res rabiš to, da te vzburja, ne, s tem smo že govorili, so fetiši, tudi pri temu lahko prihaja do fetišev. Fetiši se pojavljajo pa v vseh različnih zadevah, tako da ja, tudi lahko prihaja, da pač da je to fetiš, ne. Lahko je določena stvar, ki te vzburja, ki se z njo penetriraš ali pa penetriraš na koga drugega. Mislimo spolno vzburjenje, ok, ne penetracija, kakorkoli, ne na kakršen drug način. Lahko je tudi material in tako. Zdaj, ker sem omenila prej eksperimentiranje, radovednost, eni ljudje naredijo pač samo to zato, ker lahko, pa zato, ker jih ferbac. In lahko je tudi iz nevednosti, a ne, ko smo mladi, marsikaj probamo, zato, ker nas pač ful ferbca, kako je to pač, kako je pač, ne vem, neki met v vagini ali pa v riti in pol itak nimaš ti, ne vem, pri katerih letih še nimaš dildota ali pa včasih to ni bilo tako dostopen, pa pač si kaj drugega probal, a ne. Kar bomo tudi pol videli in jaz mislim, da je to pač vse čist normalno, boljš bi bilo itak, če bi imeli več dostopa do tega, da pač te stvari drugače eksperimentiramo, ampak it's growing up, people do people stuff. Pač delamo stvari, ki so pač čist človeške in sploh, če je to z neke nevednosti in mladosti in pač sprobavaš stvari. Ok. Sem prišla tudi do tega, da ljudje delajo določene stvari zaradi izzivov. Primer, ki ga bom pol prebrala, meni se je zdel grozovit
in srčno upam, da pač ljudje vas bojo v življenju izzivali marsikaj glupga, ampak dajte imeti, prosim, pamet, ne rabite se nobenemu dokazovati, sploh pa ne za kakšne takšne stvari boste videli pol. Ne rabite se nobenemu dokazovati in ja, pač don't do. Ne delite pač gluposti samo zato, da pač bi izpadali cool, na koncu boste pa škodovali sebi ali pa drugim, pač ne delati tega. Ok. Se pravi, prej sem omenila, da doskrat tudi pride do tega, da si ljudje probavajo penetrirati vagino ali pa anus z kakšnimi random stvarmi, zato ker pač enostavno improvizirajo, ker nimajo dostopa do igračk, a ne? Ali pa jim je bed kupati kaj, pa pač uporabljajo, ne vem, kakšne smotane stvari, kakor so razni piksne od deodorantov, pa od laka za lase in tako da ja, pač, ali pa je glih pa roki, pa sem mislila, že se je v redu, ne, se je pač, it will work, se bo že šlo, a ne. Doskrat imajo ljudje tudi napačne predstave o varnosti, izhaja iz tega pač, ker imajo pa roki in pa je to že ok, in pa je vse ok, bom že kar to uporabil ali pa uporabljal in pa pač uporabljajo to neke random stvari namesto pač dejanskih igračk. Tako da, ja, vse to so razlogi, zakaj bi nekdo izvajal penetracijo vagine ali anusa z random objekti. Se pravi, včasih je kink, včasih je fetiš, včasih je eksperimentiranje, nevednost, mladost, pomankanje resursov in tako. Gremo zdaj kar naprej na dejanske primere. In to so najpogostejši predmeti, ki se jih ljudje vstavljajo v vagino ali anus. Ok? Jaz velikokrat naletim, jaz spremljam kakšne potem te ljudi, ki delajo na urgenci. Se opravičujem, malo sem prehlajena očitno, ali pa me je zdražil nek prah ali kaj. Se pravi, na kakšnih teh urgencah, bolj so to kakšne ameriške fore, mislim, ameriški profili in pa razlagajo, kaj vse so videli in česa vsega ne delati. Vem, da je en ful znan profil enega tega reševalca in kolikrat ga pokliče, oziroma dva sta, en prav ponazori z igranjem, kako pride kao do te stranke, pa pač ima več različnih primerov. En ima pa v bistvu take stiče, a so stiči, to rile skup se stavijo od drugih, ne vem, kaj pač eni tako kažejo stvari, zdaj so sploh popularne kakšne te okraski za smreke, ali pa sploh neke te stilizirane smrečice in pač unatko, gardale, pa kakšne verige, a ne pač kot oralne kroglice, za pač smreko okrasiti. Pač božično drevesce, a ne? In pol je on in jaz sem tako, no, just don't, no, a ne pač tako reakcijo kao na to, pa on je reševalc. Pol je pa ena, ki spremljam pač, ki dela rentgen, ki dela rentgen in pač kaj vse si ljudje not porinajo, jaz ne obsojam, pač vsak sam zase najboljš ve in ni mi pa prav, ko pride do tega, da si pač ustavljajo ljudje, ne vem, kakšne miši urit, pač to je živo bitje in ni okej. Tle se pa moje razumevanje konča, sorry, not okej. Pač, tudi če bi bila mrtva miš, pač spoštovanje, ok, pač, ja, vem, ljudje delajo vse možne grozne stvari, ampak, ja, pač, če si porineš ti noter steklen kozarec, pa ti bo zaradi tega počel, pač, ti si glup, a ne, vsi upam, da ne poznate vsi tega videa, ko se je en usedel pač na steklen kozarec od, ne vem, ala kumarc ali neki, niti ni bilo noter, z ničemer napolnjen, da bi vsaj neka sila iz zunaj bila ali pa pokrov, pa nek pač nič prazen je bil in se vsedel gor in kam prišlo to noto rit se je zdrobil in se sam kriv scala ven. Don't do that, pač ne delite tega, imejte pamet, poznajte vsaj mal osnove anatomije, pa fizike, pa tako pač, dajte, prosim vas. Pa sem gledala en reel, jaz ne vem, kako je meni to ven vrgal, pač moj feed je mal tako delulu, a ne, in jaz moram spremljati stvari, da vam lahko kaj zanimivega povem tle.
In ja, obljubim, takoj bomo šli na te predmete, ki se jih najpogosteje ustavlja, ampak pač bila je ena scena, kjer, I guess, da je bila nek bolj reven predel Afrike, ja, po mojem bila Afrika, ker so pač osebje bilo črno, zgledali, kakor da je neka bolnica tu, ampak to je bila taka soba, pač kakor te revne bolnice, ne, pač, ki jih postavljajo, pač res bed in pol v bistvu tega človeka ni kazal, mislim, da je bil moški po nogah sodeč, on je imel noge v zrak in sam en del je tako kazal, kako je pač ta sestra ali zdravnica na silo ven vlekla iz, bom rekla, da anusa, zato ker bi bil tisti moški, na silo ven vlekla, se je drl, kaj žval, na silo, brez česar kola, ne pač le, tako operativen poseg, pa tako naredijo malo drugače te stvari, je vlekla, jaz ne vem, če njemu ni to preuredil črevesja, popa, ne vem, pač res ljudje, čuvajte se. Ok, pač tam verjetno nimajo niti možnosti, kako te stvari drugače zrihtati, ampak ona je tisto vam potugnila, ne, pač niti bazen imel, niti nič, verjetno mu je gor v črevesje šlo in grozen. Ampak ja, pojmo zdaj na to. Ok? Prva je itak najbolj klasična sadje in zelenjava. To je najbolj tak klasičen improvizacijski set, doskrat ga vidimo tudi v jokih, ali kao singles, in pa gre, ne vem, ženska do blagajne, pa ima kondome, pa eno ogromno kumaro, pa 1 litro vina, ne, pač njen singles night, ne, in potem kao blagajničarka vsa. Aha, ne? Tako da, ja. Zakaj bi to lahko bil problem? Zato, ker pač sadje, zelenjava in to ima porozno površino, kjer se pač lahko zadržujejo bakterije, plus tega lomljivost, a ne. Če že čutite privlačnost do tega, dajte prosim to zadevo v kondom, da tudi če se noter zlomi, pa recimo, da se kondom ne pretrga, da to ostane v enem kosu, ampak ja, te stvari se lahko zlomijo, kar je sploh zoper, mogoče iz vagine lažje, ampak anus pa sploh nima baze, pač dajte te stvari res delati premišljeno pa previdno, ne, pač glejte, ljudje imajo kinke, imajo fetiše, imajo določene privlačnosti do različnih stvari in če je pač to tvoja stvar, počni to varno in moj nasvet je, daj v kondom. Ok, operi in daj v kondom. Pa raj ne v anus, ne, tudi v vagino lahko kakšne stvari daš noter, pa jih pa ne moreš dobiti zato, ker se ti pač mišice zakrčijo, a ne, čeprav pač ti ne more kam tako uideti, a ne, tako kot ti v anusu lahko pa v črevesje uide, kar je pač insane, ampak ja, vseeno, ne, pač dajte čuvati. Druga stvar, sem že prej omenila, steklenice in kozarci. Ja, če ste prej poslušali, pa niste preskakovali, steklo lahko poč, tudi če debelejš, ampak zdaj ne govorimo tako, mi imamo tle igračke, ki so steklene, to je polno steklo. To je polno steklo in je tudi namenjen temu, če imate pa vi kozarc, ki je na sredini vodu, tudi če je en malo bolj debel kozarc, pač ne, ok, ne tega delati. Lahko je tudi problem zaradi vakuum efekta, a ne, sploh če tako zuno praznosti noter date, ko se predmet presesa, ga je ful težko van izvleči. In nič od tega, steklenice in kozarci, pač nič od tega ni oblikovan za pač varno penetracijo. Tretja stvar, kozmetika, že prej sem omenila, razne te spreji za deodorant. Deodoranti, a ne pač ti, ki so v teh piksnah v bistvu, ali pa sprej za lase, razni parfumi v kakšnih takih oblikovanih stvarih, losjoni, a ne, ki so v teh zastisanih stvarih. Zakaj ljudje to uporabijo? Zato, ker tle je dostkrat razlog, da pač ker je lepo, je okrogel, je pri roki, skozi je tam. Tle je več različnih faktorjev, zakaj ni ok to uporabljati tako varnostnih razlogov, a ne pač tle so lahko kakšne kemične reakcije, lahko so ostri robovi, trda plastika, ni varnostne baze in zlahka pač to vam posesa varit noter, a ne. Zdaj tako, jaz sem spoznala enkrat enega reševalca pri enem delu in mislim, da sem to zgodbo že povedala, ampak jo bom še enkrat, zato ker če sem jo, sem verjetno nekaj časa nazaj, ker se ne spomnim.
V glavnem, on je bil poklican, oziroma pač njegova ta enota je bila poklicana, da naj gre pomagati enemu gospodu, da ima pač neke težave in so bili, ko boste pač že videli, ko boste prišli tja. No in ta gospod si je lih porinil, mislim, da rekel, da je bil sprej, zdaj se pa ne spomnim, bil sprej za lase, sama je gez, da ne, po moje je bil sprej osveževalec zraka, ne, ki so isto taki dolgi in to, in njemu je cel ta urid zlezel, a ne. In gospod je potem rekel, pač itak ful sram, a ne, in pol gospod je rekel, da je imel tako močno drisko, da je pač hotel s tem ustaviti. Ampak zakaj rekel reševalce pa to, a ne, pač tista je bila ona dolga piksna, ne, lahko si predstavljate, oni so mogli njega tako, on se ni smel prepogniti, njemu bi vse noter, on se ni smel prepogniti, so ga mogli tako v ravnem nekako odnesti noter, ne, so ga pa na ono poslo položili, to se ne spomnim toliko, ampak ja. Zdaj se spomnim še enega primera, ki sem ga v žurnalu po moje brala, sicer tam je bilo tako isto, pač je enemu neki urid ušlo in mu je bilo toliko bad, da pač ni poiskal nobene pomoči in je pol celo umrl od tega. Tako se je spomnil. Sicer je bilo pa to že več kot 15 let nazaj, ko sem to brala, ampak ja, kar bad. Tako res kar bad. Zato mi se skozi poudarjamo, ne, pač dajte uporabljati stvari, ki imajo bazo, če si urid dajete, a ne, da ne uide. Zdaj smo pri številki 4. Električne naprave, kot so daljinci, zobne ščetke, vibracijske naprave, ki niso za intimno uporabo. Se pravi, tle so spet lahko bakterije, lahko so spet nehigienične površine, kakšne stvari, kar res niso za stik s sluznico, a ne, lahko se stvari zataknejo in tako. Zobne ščetke, električne zobne ščetke so ful popularne za tako kao stimulacijo klitorisa, a ne, to dosti punc pač tako ti pove, da so to probale. Tudi v filmih je ful popularen to pač tako upodabljati, te električne zobne ščetke. Pač meni osebno ni to ogabno, a ne pač, da se ti tam dotika klitorisa, pa da pač pol to, ne vem, spereš pod neko vrelo vodo ali pa kaj, pa pol si usta. Meni to ni, zato ker pač tudi partner te liže dol, pa te pol po ustih, pa tako, ampak karkoli. Bolj tako, ne vem, kakšen je, jaz tega nisem probala, sem že marsikaj, ampak tega nisem, ker nimam električne zobne ščetke, ni dvakrat za reči, da drugače bi, ampak nima veze zdaj to. Dajte mi tiste, ki ste probali električno zobno ščetko, a bi mi please napisale, kakšen je feeling sploh, kako to obrneš z ono hrbtno stranjo ali s temi ščetincami, a so ščetince cool, a so cool ščetince tako po fižolčku. V glavnem. Pol so pa še naprej, a ne, popularna tudi kakšna pisala, razni flomastri, ročaji čopičev in tako. Zdaj tle je problem, ker te stvari, sploh kakšni ročaji čopičev, a ne, vemo, da se včasih lahko tudi luščati začnejo, kakšne te stvari, a ne, lahko odpadejo noter, to ful ni okej. Spet ostri robovi, to je dosti tanka zadeva, pač za kakšne raztrganine, tako lahko ti malo uide, pač kam zdrsne, pa se hitro nabije, pa kam zadane. Tudi spet prihaja do spreminjanja tlaka, lahko predmet potegne navzgor in tako. Tako da, ja, to so vse tle pomisleki. Če gremo naprej, kaj je še popularno? Razne figurce in mini predmeti in ja, celo Lego kocke. Lih danes sem brala eno tako kar neko fantasy zgodbico, kako ona pripelje moškega k sebi in potem mu reče, pač ona dva bosta kao zdaj neki seksala in to, in ona reče, ja, da je izpod posle pač potegnen neke stvari in on potegne eno tako Lego kocke in ona tako, ja, da mi kao eno noter, in on tako da eno not in ona tako njemu še. In on je kao toliko zaprepaden in toliko, pač v šoku od tega, da on ne neha zdaj že preglav obok od tega in pol on pač na tlačno trpohan te Lego kocke in pol ona ven stisne popolno sestavljeno neko pač zadevo iz teh Lego kock. Nisem si zapomnila, kaj je to, koliko funny. Ampak dober. To bi bilo ful dober, da bi lahko tako Lego kocke not porinil in pol stisnil ven in bi bile kar sestavljene. Če bi bilo ful zabave ven odzameš. Jaz rada Lego kocke sestavljam drugače.
No, pa veste še nekaj o meni, če vas zanima, seveda. Ok, vemo, kaj je problem zdaj tle mehnih predmetov, ne? To se lahko zgubi. Mislim, ja, se nožnica je tako, pa že, ampak še vse, če pa je nekaj zelo mehnega, pa gre zelo gora, ne, pa nisi lihti utakan, da bi ti lahko nekdo kar roko porinil, not pa malo me še taro tam, da bo to ven dobil, a ne, pač. Tako da ja, ponovadi so te figurce in tako tudi trde in če ti to kam tako ide, res ni prijetno, ne. 7. Hrana. Čokolada, sladoled, sladkarije in tako pač, ja. To je kar popularen, a ne, pač, zakaj je tle problematično? Zato, ker cukor je pač res raj za bakterije. Zato, sladoled, tali se pa pol to odstranjeva, tako bolj je inconvenience, pa to pač, da imajo bakterije rade, to, lepljivo je in tako, ampak ja, drugače pa ta igranje z smetano in vsem tem, ne vem, razen če si prav not, da si not smetano špricnaš, ali pa prav staviš vse noter, daš sladoled na žlico, pa daš pol not. Čeprav, tle sem se zdaj spomnila, ko imamo mi eno zadevo, ki je v bistvu za peč, zato ker je pač mast to rastlinska, ona krisko, ampak ful radi uporabljajo za analen seks ali pa za kak fisting ali pa kaj, in iz tega lahko narediš tako take, svečke, veste, svečke, pač zdravilo svečke, ki so bile za urit. Narediš take svečke, a ne oblikuješ in potem daš to zmrznit in potem daš to varit in potem se ti tako sprot lepo počasi tali. Ok, orodje, ja, ročaji, zvijači, ročne svetilke, to se tudi zgodi. Lahko vidimo, kako je to nevaren, lahko vidimo, ne rabim posebej razlagati, ne. Zdaj imam še tle nekaj predmetov, ko sem jih dala kar v neko rubriko, ker je bilo pri roki, razne sveče, masažni valjčki in tako, a ne. A poznate on vic o župniku, pa nunah, pa svečah, pa tako. Če ne, si ga pa pač, ne vem, se bi ga povedala, ne zna, jaz sem ful slaba za govoriti vice. Ampak mislim, da je bilo nekaj, kukar da pač je, da je kukar nuna zanosila, a ne, in potem je bilo kao kako, in je bilo, a si ga je župnik spet metal tam neki pri svečah na roko, kukar. Ker one so pa sveče uporabljale za zadovoljice. Jaz si vicov ful ne zapomnim, pol si ful želim kakšnega povedati, ampak ne vem, tako da dajte pogooglati, no. Ne me kregati. Ja, kakšni uporabljajo tudi kakšne druge stvari, ne, razna oblačila si tako, ali pa dajo kakšne nogavice na roke, pa se s tem pol igra, ampak ja, no pač lete vlaga, vlakna, bakterije, vse to, a ne, težko je odstraniti in tako. Pa še nekaj sem se spomnila, prej sem omenila solato, a ne solato. Prej sem omenila zelenjavo, pa sadje, a ne pač, zdaj, ko to rečeš, vam je ful tako, ok, ja, valjda, ne pač kumara, banana, korenje, ja, vse ok, cool, ampak a veste, kaj sem pa jaz videla? A veste, kaj sem jaz videla? Jabuke, ok? Jabuke si je dala noter in ne enega, ampak več njih in pa jih je tako ven stiskala. In ful, ko to napolno dogajalo, pač, ne vem. Je pa že nekaj na tem. Jabuke. Ne? To ne bi pomislila. V vagino. Ok. Prej smo rekli tudi, da imamo pač dve luknji, kamor lahko vstavljamo stvari. Zgo sem to zdaj rekla. Pač hodila sem sam povedati, da je razlika vsem med tem, a vstavljamo v vagino ali pa v anus. Vmes sem že večkrat omenila, da pač v anus ti lahko noter posrka, pač v črevesje gor, kar ti v vagino ne more, ampak pač še zmeraj je to, da vagina se vsem lahko zakrča, ne, če so neki preveč trga, preveč ostrga, preveč tako, a ne,
ima konc, ampak še zmer se lahko pač zakrčaš in težko ven dobiš kakšne stvari. Sploh, če je pol izkušnja neprijetna, če kaj zaboli, se celotno telo zakrči in ne more dobiti. In pač vagina je bolj fleksibilna, bolj prijazna na ta način, ni tako, da ima konca, anus nima konca, je tudi težje raztegljiv in tako, ampak ja. Če se postopate, če vas to res pač vzburja, da si pač dajete neke kumare in to noter, ali pa pač neke ostale predmete, ki niso temu namenjeni, dajte vsem prosim zadeve umiti, dajte jih zavarovati, še zmer pač kozarcev, pač jaz tega ne bi svetovala nobenemu. Vem, da je bila tudi ena knjiga, ko sem jo brala, ki je pač en imel ful fetiš na to, da je ta male stekleničke od Coca-Cole noter dajo. Tako da jaz vse vidim, kako lahko je to privlačno in zanimivo, sploh ne vem, malo hlajeno, steklo se gret, pa tako. Ampak ja, lubrikant, kondom dajte čez in tako, pa res paste, Res sem tudi, se bomo prišli še na to zgodbo, pač kaj ena uporablja pač kumare za obe luknji hkrati, ampak jaz sem tako, prosim, ti sam dobro drž tisto kumaro, ko jo imaš v riti. Mislim, sam dobro drž, da ti ne bo ušla, ker je bila še nekaj tako kao manjša. Se boste videli, pa kaj bom brala. Tako da, ja, to je to. Review izdelka danes ne bi delala, ker sem vas itak opozorila na tisto akcijo, pač res imate popuste, izkoriste, kupite si neki, to je tudi mogoče lahko neki, ker izziva tudi ne bom danes delala, dajte pač res pogledati akcijo, zdaj se vam ful splača, stokite za darila, stokite za sebe, stokite lubrikant, tudi fisting gel, ki sem ga pri fistingu omenila, je zdaj v akciji, ki je ful dober, masažer, dobite zdaj od Rose Golda, mislim, da že za 18 €. Pač dajte res počekirati, ful se vam splača, ne odlašati, ker je tako pač, ko ni, pač to mislim, da imamo tako kot neko omejeno zalogo, oziroma pač nekaj na ta način. Tako da ja, dajte izkoristiti, pač res imate stvari, tako, če greste malo pogledati, načeloma je akcija do 60% off, ampak če greste malo pogledati, najdete stvari tudi, ko so -70 in to stvari, ko so res cool. Tako da evo, izziv, prebrskajte celotno akcijo, ne bomo rekla, da kupujte, ampak dajte za izziv prebrskati akcijo, pa pogledati, ko imate vmes tudi kakšne te fetiš komplete, pač ne zdaj hardcore fetiš komplete, verjetno tudi kaj od tega, ne vem, ne spomnim se, ampak tako, če vam je tako, da bi se malo zamikali za kaj drugačnega, ali popestriti, ali kakšen kompletak lisic in to vse imate to noter, tako da dajte pogledati. Evo, mi gremo pa zdaj na zgodbe. Prva zgodba je v bistvu lih v tem kontekstu, da je pač ta punca imela zelo konservativno družino, in pač ona si želela nekako probati, verjetno tudi kak sram, da bi naročila, kaj pa vem, želela si je pač probati penetrirati vagino, in ja, pač vam bom povedala, kako je bila ona izredno kreativna. Meni tako, za kreativnost 10 od 10, pač res. Evo, dajmo prebrati. To je napisala njena prijateljica. Ne vem, zakaj sem se ravno zdaj spomnila, ampak ena moja prijateljica je uporabljala lepilne palčke. A veste, kaj so lepilne palčke? Kaj je ona pištolca in je taka dolga valjasta palčka, lepila, strjena in pol daš to noto to pištolco in ta pištolca jo segreva in pride lepilo na konc ven. Ja? Tista ful za te kreativne stvari delati. Na hiter zalepati, ker pač se hiter posuši nazaj tudi tako plastiko. Vzela je približno 8 tankih lepilnih palčk, jih zlepila skupaj in potem stopila, dokler niso dobile oblike penisa. Pred uporabo je vedno nataknila kondom in rekla, da je občutek kot pravi penis. Trd in obenem opogljiv, kreativnost 10 od 10. Evo, to je pa ta kontekst, ki sem ga prej rekla. Njeni starši so zelo strogi in konzervativni. Enkrat smo njene najbližje prijateljice prišli k njej domov in prinesli rojstnodnevna darila, med njimi je bil dildo samo za šalo. Smejali smo se na ves glas, dokler ni njena mama vstopila, nas strogo pogledala in smo igračke hitro pospravili nazaj v torbo. Ona si seks igračk ne upa kupiti, ker se boji, da jih bojo našli starši, čeprav je že odrasla. Ima fanta, ampak sta
Ne vem, kaj to pomeni. Enkrat smo vprašali, kako si sploh pomaga, ko je vzburjena, in jim je pokazala svoje lepilne palčke. Najprej nam ni bilo jasno, potem pa je to vzela iz držala in smo vse bruhnili v smeh. Ta pogovor smo imeli pred približno 1 letom. Mimogrede še vedno živi starši. Ni inženirka ali znanstvenica, je bila pa na umetniški smeri. Ok, pol je bila pa še ena, tle pa en kontekst, pač, ki je probavala. Jaz sem si narobe zapomnila, očitno pač ta že imela spolen odnos in pač je bila nepotešena, ker sta s fantom, ne vem, nisem čisto dobro zastopila, mogoče imata kako zvezo nadaljavo, pa pač nista mogla biti skupaj, v glavnem, neka angliška kratica je, ki pač je nisem šla gledati, sorry. In je pač vse kreativno znajdla tako, zato je tudi lahko ocenila, da je podobno kot pravi penis, ne si naredila nek tak dildo hud. Ok, ta je pa zdaj tako, ko je začela odkrivati seksualnost. O, bog, res sem počela vprašljive stvari, ko sem začela odkrivati seksualnost. Trakove, nogico od stola, ki je še vedno imamo doma in vsakeč znova gledam z občutkom sramu. Svetilka. Tisto pisalo, ki je pritrjeno na Magna Doodle. Aha, to so neke one tablice. Potem pa še neko stvar, ki ni šlo vame, ampak moj bivši enkrat uporabil svoj Xbox kontroler kot vibrator, da me je dražil. To vemo, kaj igraš igrce pa zatrese, ne? Ok, zdaj par stvari, ki bi jih jaz tlele rada poudarila, preden gremo naprej. Zdaj, če si kadarkoli uporabil ali pa uporablja neki improviziran predmet, to ni nič čudnega, tako kar sem prej rekla, ni to niste čudni, niste pokvarjeni, niste edini, ker to dela ogromno ljudi. In tudi jaz sem v mladosti imela prijateljice, s katerimi smo si povedali pač različne stvari, kaj je kjera probala in so bili pač različni predmeti. Od, ne vem, ročajev zobni ščetk, ročajev krtače za lase, pač people do stuff. Ljudje delajo stvari in so proščujem za toliko angliških izrazov, ampak ja, lejte, pač to ni nič taska, ok? Ker ni dostopa do igrač, ko sem jaz bila mlajša, pač kje si ti razmišljala, morda si bom pa dildo, pač ni bilo tega. Ene je sram, eni imajo ful stroge starše glede tega, ker je še zmer pač to, oni, a ne pač sram, pač, lejte, pač tako je, ne? Ampak ljudje smo radovedni, to je vse naravno, ne, pač seks je naraven, ne, tako se nekako razmnožujemo. In valjda, da te začne to zanimati, ko prideš v določena leta. Tako da ja, eni pa pač ne da imajo stroge starše, ampak enostavno ne prihajajo do, ne vem, takih pogovorov ali pa sploh ne vejo, da obstajajo kakšne alternative in tako, a ne. In zato govorimo tle o tem, da čim več ljudi to doseže. Tako. Ker je kraj, primeren čas in kraj za vsak pogovor. Ja? Zdaj, tudi rada bi poudarila, da tale podcast ni namenjen, da bi kakorkoli koga sramotila, še imela, ker izraz vam je ljubši, se pomeni glih enako, a ne? Ampak zato, da vam tudi malo povem, pa vas nagovorim, da dajte to varno početi. A prav, dajte to sam varno početi in higienično in tako in čuvajte se. Tako. Se pravi, to niso neke sramotne napake, to so normalni poskusi in jih lahko pametno lepo nadgradite. Ona je ful pametno to naredila, recimo ona, ki je imela te lepilne palčke, ki je rekla, da vedno da gor kondom. Ok. Pa gremo lahko naprej na zgodbe. V srednji šoli sem hodil z dekletom, ki je za masturbacijo uporabljala roko od punčke Barbie. Zaradi tega je bila zelo sramočena, ampak končno sem je prepričal, da je ne bom obsojal. In potem je iz nočne omarice potegnila to roko punčke Barbie in je rekla, da jo uporablja. Ampak jaz sem si mislil, a ni malo tanka? Zasmejala se in rekla, jaz si je ne dajam vase, se pravi ne penetrira. Nato si je potegnila kratke hlače na stran in mi pokazala, kako si s to roko od Barbie prime klitoris, nato pa jo premakne, kakor bi držala nek kuli in da piše, ne?
Tako da nekako je nekako je izgledalo, kot da si s to odrezano roko. Mislim pač si je, s to odrezano roko se je ona pač dražila klitoris, a ne? S to odrezano roko si je pač dražila med nogam. Tako da ja. Na koncu se je razjezilo, ko sem ji rekel, da je to nenavadno, ampak v resnici je preveč poudarjala to, kako jo je tega sram. To je pa ona, ko sem rekla, da je nekdo to za izziv naredil. To je pa tako. Ena punca si je v srednji šoli pri naravoslovju za izziv ustavila i proveto, ki je počila. Peljali so jo v bolnišnico, še danes me to zmrazi. Potem je bil pa itak follow-up oziroma dodatek k temu postu. Ta komentar je dobil toliko odgovorov, da ne moramo samo odgovoriti. Zgodilo se je v Avstraliji konec 80-ih. Ni bila del moje prijateljske skupine. Bilo je zelo nazorno, ker učitelja takrat ni bilo v učilnici in so se morali sošolci sami spopasti s krvavitjo, kričanjem in paniko, dokler niso prišli učitelji in potem reševalci. Seveda je bila velika zadeva in je vedela cela šola. Ni je bilo nazaj približno en mesec. Ravnatelj je imel govor o tem Ravnatelj je imel govor na šolskem zboru in določil pravila za njeno vrnitev. Krožile so nore govorice, ampak meni je bilo izjemno žal za njo. Ko se je vrnila, sem se ji nasmehnil in kolikor sem lahko poskušal, da bi se počutila malo bolj udobno. Seveda je mogel imeti ravnatelj govor, da ne bi prišla v ful do nekega zafrkavanja in bullyinga in vsega tega. Pač, ne vem, kaj je bilo res in kaj ne, in tudi njenega imena se ne spomnim. Ko se je vrnila, je bila očitno nervozna, nesigurna in prizadeta. Nikomor od sošolcev, ki so mi posneje pripovedovali zgodbe, ne verjamem več, ker je prišlo v novice in so bile govorice popolnoma nore. To je vse, kar vem. Poznam pa otroke, ki so bili takrat v razredu, ampak niso bili moji prijatelji in šolske oblasti so jim strogo prepovedale, da bi govorili kakršnekoli podrobnosti. Ja, smo upozorili, ne delati izzivov zato, da druge zabavate. Pač ne se tako minimalizirati pa osramotiti samo zato, da bi nekam spadali, pa da bi druge zabavali. Ker to je bilo izključno za njihovo zabavo. Ko vam nekdo da izziv, je to izključno za njihovo zabavo. To ni ne upaš. Ponovno so kakšne gluposti, ne upaš, ti si fulno pumpal, valjda si upam, jaz sem jaka, ali pa jaz sem jaka, whatever, jaz bom zdaj hud pred družbo izpadel. Oni se ti smejijo, kad to delaš. Oni se ti smejijo, ker je to njihova zabava, vi ste pa njihov dvoran norček in na koncu ste pač vi prizadeti in spadate glupo. In manj glupi boste izpadali, če ste rekli ne. Jaz pa nisem fucking, pardon izrazu, idiot, ko bo to naredil, da vam vesle zabavu. Takrat si jak, ko se postaviš zase. Ok. Gremo naprej. To morda ni bila najbolj divja stvar, ki sem si jo kdaj ustavila v muco ali rit, ampak prejšnjo nedeljo sem se zelo zabavala. Počutila sem se nekako pohotno in igrivo, zato je mož predlagal, da začneva z drugačno obliko masturbacije na najini terasi, s kumaro. Tega še nikoli nisem poskusila, zato sem si temeljito omila dve. Eno majhno in eno malo večjo. Začela sem z drgnjenjem klitorisa z majhnim in seveda, ko se je začel tisti mravljinčasti občutek, se nisem mogla upreti, da je ne bi potisnila noter. To je bilo bolje, kot sem pričakovala. Tle je celo klicaj dala. Zdaj bi čas za večjo. Čeprav še nikoli nisem doživela takšne dvojne penetracije s pravo stvarjo, se pravi pač, dvojne penetracije, da pač dva moška bila in bi jo vrita in pa v vagino, sem si morala le predstavljati, kakšen bi bil občutek. Občutek je bil neverjetno dober, zato sem ga potisnila. Občutek je bil neverjetno dober, zato sem jo, kumaro torej, potisnila globje v rit. Ko smo v glavi dildo in pa skozi kar ga preberem. Orgazmični užitek, ki sem ga občutila, je bil preprosto neverjeten. Prevalila sem se na trebuh, da bi povečala pritisk v obeh luknjah in tisto v zadnjici potisnila, kolikor sem mogla noter. Ne vem, ali je bilo zaradi novosti, ampak to je bil eden najdaljših in najintenzivnejših orgazmov.
Verjetno mi je pomagalo tudi to, da sem vedela, da mož gleda, snema in se tudi sam popolnoma vzburja. Okay. Potem je pa enkaj razlagal, kaj si je še, mislim, da je bil to moški, ampak nisem zihar, pač gre se za varit. V glavnem, uporabil sem že vse od vaz, ročajev, bejzbol palic in celo kupil sem si čisto novo stranično kartačo, da sem si jo vstavil v rit, potem ko sem se popolnoma raztegnil. Uporabil sem približno 4 ali 5 dildov in se prepričal, da sem bil dobro naoljen, preden sem si jih porival v rit. Je prišlo do bolečine, predvsem na poti ven, ampak čutek je bil super, ko je moja zadnjica zevala, se pravi, že je bila raztegnjena in tako, včasih, sploh če ti še kdo tako drži, pa pač kar malo odprt nekaj časa, preden se nazaj skupaj stisne. Ok. In še zadnja. Dajte mi plis malo pokomentirati, kako vi doživljate te zgodbe. A vam je tako, a vam je tako, a vam je tako. Jaz bom tudi prav gotovo. Če boste, delite varno, ok? Še zadnja zgodba. Velikokrat sem imel v riti nore stvari, vključno z vsemi vrstami hrane, kot so korenje, kumare, krompir, grozdje, češnjevi paradižniki, pomaranče, jabolka in tako dalje. In vse ostalo, kar si lahko predstavljate, da so naše po hiši, kot so steklenice šampona, posteljne opore, bejzbol palice, orodje, karkoli z ročajem, sveče itd. Ampak daleč najbolj intenzivna stvar, ki sem jo imel v riti, je bila pest in roka moje princese. Koliko cute. Moje princese. Tako, s tem zaključujem današnji podcast. Če vas še karkoli zanima o tej tematiki, napišite mi vprašanje, seveda vključim v naslednjem podcastu. Tako da jaz sem se zabavala danes, jaz rada berem zgodbe, to sem že večkrat povedala. Mi se pa vidimo, slišimo prihodnjič in lepo se mejte, ne pozabite thumbs up pa subscribe. Bye!